pozdravljeni. Na naši spletni strani imam dobro novico, veste? Lahko danes najdete že novo meditacijo. Ja, tako je. Za vas namreč ponujamo brezplačne vodene meditacije, zato da vas malce usmerimo k sebi. In sicer tokrat, kako živeti v obilju, veste, da sem o tem napisala tudi v knjigo, ki pravzaprav govori o tem, da je vsega dovolj za vse. Če le začnemo videti drugače in da neko obilje ni pogojeno s tem, koliko imamo na računu, ampak je pogojeno z stanjem našega uma. In veste kaj, ko že govorimo o meditaciji, ki jo torej najdete na klepetopkavi.si, za mnoge je meditacija vrtičkarstvo ali pa kmetovanje kot tako. In danes bomo govorili o biodinamičnem kmetovanju. Tako je danes v naši družbi gospod Drago Purgaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vas lahko postrežem s sokom, ki ima tudi Demeter znamko, kar pomeni, da je proizvod biodinamičnega kmetovanja, kaj ne da? Ja, lepa hvala. Lepa hvala s tem. No, se ste ga vi prinesel, tako da itak veste. Na zdravje. Takole, in za sam začetek tega najinega pogovora govorila bova namreč o tem drugačnem načinu, pristopu, čutenju narave, obdelovanju narave. Dajmo pogledati tale zapis, meni zelo ljub zapis, ki smo ga danes pripravili, kaj govori. Torej, konec tega stoletja bodo naša živila tako prazna, da za človekovo prehrano ne bodo več uporabna. Potonila oziroma polnila bodo le njegov želodec, a resnično prehranjevala človeka ne bodo več mogla. Rudolf Steiner je to napisal leta 1921 in če pogledamo ljudi danes, lahko vidimo, da so ves čas lačni, ampak njihovo telo pa vendarle nima dovolj hranil in to, da imajo ljudje preveč kilogramov ali pa da so dejansko zelo, zelo suhi in se ne morejo zrediti, sta dve plati enega in istega kovanca in to je kovanec, ki govori o tem, da nimamo dovolj hranil v telesu. Bi se strinjali s tem? Ja, gotovo. Tukaj bi sam dal poudarek na vitalnosti hranil. Torej, Rudolf Steiner govori o živilih, ki zgolj polnijo želodec. Človeka pa je potrebno prehraniti na vseh ravneh, tako telo, dušo in duha. In biodinamično kmetovanje je sestavljeno ravno na ta način. Torej, pomembna je hrana, to sva zdaj že ugotovila, ampak na kakšen način je pridelana. Ker danes, recimo, ko gremo v trgovino na oko, težko opazimo, katera hrana je mogoče tista, ki je zares dobra, ker če gledamo samo z očmi, vidimo paradajz, cel poln vode, lep, rdeč, pa vendarle nima nekih hranil, ki bi jih sicer mogel vsebovati. Ja. Mislim, da je pomembno tukaj poudariti čas, v katerem se Rudolf Steiner oglasi oziroma je povabljen. In ta čas sovpada nekako z časom po prvi svetovni vojni. Vemo, da vojne ne dajejo veliko poudarka pridelavi hrane, ampak vojni industriji. In ravno po prvi svetovni vojni se je v enormnih količinah pojavil najprej dušik kot mineralno gnojilo v velikem delu Evrope, še posebej na Nemškem. In ljudje so zelo hitro začeli ugotavljati, da se pojavljajo bolezni tako pri rastlinah, živalih in ljudeh, ki jih na nek obstoječ način niso mogli več obvladati. Ta čas je nekako, če zdaj vzamemo letnico začetka, kot jo biodinamiki nekako štejemo, leto 1924, ko dr. Rudolf Steiner govori nemškim veleposestnikom, torej na povabilo nemških veleposestnikov, ki so ugotavljali, da gre za razlike v pridelavi prej in pa po uporabi mineralnih gnojil, je nekako 100 let po Liebigovi iznajdbi ali pa formuli
prvega mineralnega gnojila ureje. Tudi sama potem biodinamična pridelava, ki so jo udeleženci, skupina udeležencev prakticirala in se po 4 letih nekako ponovno zbrala leta 1928 in ugotovila, da so ta živila bistveno drugačna, ne? In se takrat ta skupina odloči, da bo zaščitila znamko Demeter, ne? Tudi to je nekako 100 let po začetku proizvodnje ureje, ne? Ta korak 100 let. In mi se nekako zdaj temu koraku 100-letnemu tudi približujemo. Aha, zadnji čas, ne? Če postaviva nek temelj, zdaj, kakšna je razlika med konvencionalnim, ekološkim in pa biodinamičnim načinom pridelovanja? Ker po moje nekateri ljudje, ki se ne spoznajo ravno na te stvari, rečejo, aha, ekološko, biodinamično, vse to je eno in isto, pa vendarle ni temu tako. Ne, ni. Dejstvo pa je, da je tukaj več vidikov. En od pomembnih vidikov je tudi formalna postavitev nekako biodinamike in po tej formalni so biodinamiko uvršča med ekološke oblike pridelave. Seveda pa so formalnosti povsem nekaj drugega, velikokrat nekaj drugega kot pa življenje samo. Ekološka pridelava, kot jo danes vsaj pretežno dojemamo, nekako izključuje kemično-sintetična sredstva, lahko topna mineralna gnojila in jih zamenjuje z biološkimi. Zdaj, po moji presoji, to večkrat poudarjam, zamenjati biološka sredstva s kemičnimi ni nek velik korak v evoluciji človeka. Namreč, če jemljemo recimo neko sredstvo, nek biološki strup, v primerjavi s kemičnim strupom, ni neke velike razlike. V bioloških vojnah so tudi mrtvi, so tudi žrtve. Biodinamika je pa nekaj drugega. Tukaj pa ne govorimo o človeku, ki odloča o tem, kdo bo preživel ali pa kdo ne bo preživel. Tukaj imamo prvič primer kmetijske pridelave, kjer ni potrebno tako rekoč ubijati. To je en vidik. Drugi, po meni najpomembnejši vidik, ki pa in ta korak, ki ga Rudolf Steiner naredi, je pa ta, da na nek način stopi iz zemlje. Doktor Rudolf Steiner opozori, da moderne oblike kmetovanja, tistihkrat, torej danes imenovane konvencionalne, spodbujajo s svojimi sredstvi samo v vodeno v rastlini. Torej, če mi dodajamo mineralna sredstva in pesticidi in mineralne gnojila prihaja iz mineralnega sveta, potem ne delamo ničesar na mineralni sestavi živil, ampak pospešujemo vodeno. In tukaj zlahka potem ugotovimo, da so naši predelki seveda večji, ampak da je potem izparevanje, izhlapevanje in pa to vodeno na nek način prenasičeno. V tem mineralnem pogledu, mineralnem smislu ali pa v suhi snovi so pa ta živila zelo šibka, skromna. In recimo, čist primer, ker vidim tukaj jabolka, pri isti debelini ali pa obsegu, jabolka so biodinamična jabolka praviloma tam od 5 do 10% težja. Seveda pa vitalnosti ne moremo spet tako kvantificirati, ampak vendarle tukaj gre zgolj in le za suho snov. Vse kaj drugega še pa biodinamična živila tudi nosijo kot samo suho snov. Pri biodinamičnem načinu kmetovanja se ne gleda samo v zemljo, pa kdaj bo zraslo čim prej pa čim večje, ampak se pogleda tudi v nebo. Ja, vendar se ta pogled v nebo v biodinamiki ali pa antropozofiji, katere utemeljitelj Rudolf Steiner je, dojema popolnoma drugače. Veste, pogled v nebo lahko za nekoga pomeni tudi pogled v prihodnost. Vendar pa je pogled v nebo pravzaprav en izvor. Verjetno se vsakdo od nas dobro počuti, če si lahko vzame čas in se zazre v lepo, jasno
zvezdno nebo. Ne? No, ta dober občutek spremlja človeka zmeraj, takrat, ko se znajde v situaciji, kateri je že nekoč bil. Ne? Torej, pogled v lepo zvezdno nebo je občutek naše preteklosti. Tam smo že bili. Ne? Dr. Rudolf Steiner stopi prav v kozmos. Ne? On nas opozori, če želimo narediti kaj na mineralnem, na zemlji sami, ne? Potem jo moramo pogledati s strani, se pravi z pozicije kozmosa. In tam bomo potem lahko ugotovili, da na Zemlji delujejo neke sile, da je tukaj en vzajemen odnos, in ta odnos izjemno natančno opisuje. In nam, pridelovalcem, seveda daje en neizmeren izziv v smislu razumevanja tako gradnje tal, se pravi gradnje plodnosti, razumevanja plodnosti, ne? In to je pa danes v veliki meri tudi ključno vprašanje, ne? Kdaj, kje je začetek živega, ne? Tako v rastlinskem, tako v živalskem svetu. In se pravi, se spremlja Luno, še druge planete tudi? Tukaj gre potem za odnos na eni strani, ki ga on najprej v grobem razdeli za odnos podsončnih planetov na Zemljo in pa za odnos nadsončnih planetov na Zemlji. Ne? In pri teh nadsončnih planetih se opredeli predvsem do svetlobe in pa toplote kot dva bistvena elementa, ki nekako v tistem času, ko Zemlja v sebi najbolj živi, in to je prav ta zimski čas, ne, posegata ali pa delata na tem, da proces mineralizacije, se pravi pretvorbe mineralov, lepo teče. Ne. Zelo zanimivo opisuje recimo potem tudi vpliv podsončnih planetov, ki deluje na humusno substanco na tleh, se pravi neposredno na sami gradnji humusa, medtem ko toploto in svetlobo povezuje z najbolj mineralnim, z kremenim, ne, kremen kot silicijev dioksid, in ko to opazujemo, pridemo do enih spoznanj, ki so malenkost različna od tistih, ki jih recimo se učimo v času, ki smo se jih učili v času šolanja, tudi kasneje biologiji in tako naprej. Namreč, čeprav so fizikalni pojavi tukaj zelo egzaktni, pa vendarle, ne, mi dojemamo, da je to drobljenje tal, ne, zgolj posledica zmrzovanja vodenega, ki se širi, ker pač ima led večji volumen in tako naprej. Steiner postavi to malo drugače. On pravi, da največji vpliv na mineralizacijo v tleh ima prav toplota. Zanimivo. Ja, in ta toplota potem ustvari pogoje, da se lahko vodeno na lep način potem vključi v to mineralno, ne? In šele potem, kasneje v pomladnem času, ko delček te vode izpari, se vključi tudi zrak. Ne? Zrak kot element svetlobe. In tukaj potem dobimo te tri osnovne elemente, ne? Torej toplote, vodeni elementi pa svetloba, ki delujejo v četrtem zemeljskem. Ne? Se pravi, vsi elementi se dejansko združijo. In tukaj je potem ta biodinamika zgodba štirih elementov, ki nas privedejo pravzaprav. Pa se pravzaprav, če gledamo po vsem svetu, ne vem, Tao, Dao, ne vem, tradicionalna kitajska medicina, ajurveda, pri obravnavanju človeka, celostnem obravnavanju človeka, prav tako gre za preplet štirih elementov. Absolutno. Absolutno. Pomembno je samo na kak način kdo ali pa na nekem delu sveta te štiri elemente potem razumemo, jih dojemamo. Ja, mogoče imajo drugačno ime, ampak princip je verjetno isti, a ne? Lahko je isti, ne? Lahko pa tudi ne. Ravno prej sem omenil pogled nebo. Za nekoga, recimo, ki je
bolj bliže astrologiji kot astronomiji. Bo razumel drugače. Bo drugače razumel. Pri biodinamiki je zelo pomembno, da se kmetuje z lastnim semenim. Se pravi, da pride do nekega lastnega semena kot takega. Nam lahko to malce bolj razložite? Ja. Zakaj je pomembno lastno seme? Iz več vidikov. Najprej pa je potrebno razumeti seme kot tako. Torej, v biodinamiki kot okvir dajemo velik pomen na eni strani situacijam, ki jih označujemo kot kaotične, se pravi kaos, na drugi strani pa redu. In že v samih teh dveh substancah v Zemlji zaznavamo recimo na eni strani nadsončne sile nadsončnih planetov kot kaotične, svetlobe in toplote ni mogoče okolupiti. Po drugi strani pa imamo potem vodeno in pa zemeljsko kot pod vplivom podsončnih planetov, ki pa jih lahko kvantificiramo, lahko jih tehtamo, lahko štejemo in tako naprej. In seme je v rastlini tisto, kar nekako kremeno, kar sile nadsončnih planetov privedejo do kaosa. Zdaj, če si pogledamo cvet, cvet je v krasnem redu. Tukaj lahko vidimo recimo različna razmerja, ali razmerje zlatega reza, ali razmerja. Vsak cvet nosi sabo neko pravilo, torej je nek red. Da bi ta red lahko nastal, je nekdo moral ves nered, ker narava je vedno vse v ravnovesju, moral ves nered vzeti nase. In seme je tisto, ki je vzelo nase nered. In seme v trenutku, ko je položeno v tla, po biodinamike pa tudi sicer, ne more brez zunanjih vplivov skliti. Ni nobene variante, da bi seme samo po sebi lahko sklilo. To lahko samo, če so vplivi. Če so vplivi. In kaljenje samo se začne tako, da torej zdaj seme kot nosilec nekega kaosa pride v odnos z kozmičnim kaosom, torej z silami svetlobe, toplote in tako naprej. In v tem odnosu se začne potem klitje. In tukaj je spet pomemben ali pa zelo zanimiv ta okvir prihodnosti ali pa preteklosti in prihodnosti. Na eni strani vplivi toplote, svetlobe, kot nek impuls preteklosti, in pa na drugi strani klitje in razvoj kot impuls prihodnosti. In kar je zdaj tukaj pri semenih izjemno pomembno, je to, kot navaja tudi dr. Rudolf Steiner, ne bi želel preveč ponavljati. Človek, ki teži k prihodnosti, mora uživati rastoče na zemlji, torej razvijajoče se na zemlji. Se pravi v trenutku sedanjosti. V trenutku sedanjosti. In tukaj imamo potem en niz primerov, kjer nam recimo nekako prinešena semena ali kakorkoli semena, ki so na kakršenkoli način manipulirane. Tu ne govorim o genski manipulaciji, govorim na splošno, govorim lahko tudi o odpornih vrstah ali pa odpornih sadikih. In kot bi rekel mali princ, včasih je bistvo, o čem ne vidno. Velikokrat. Najlepša hvala za tale pogovor. Še kakšno informacijo najdete na www.klepetobkavi.si. Od novic pa seveda tudi do vseh minulih posnetkov oddaje Klepet ob kavi, če ste kakšno morda pozabili. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetlepo.